Naš naslednji gost je morda star komaj 12 let, a že govori kot izkušen diplomat. Amitai Pearl je pred kratkim imel zdaj že viralno srečanje z ameriškim veleposlanikom v Izraelu, Mikeom Huckabeem. Amitai je pokazal svoje izjemno znanje zgodovine in mednarodnih odnosov ter razkril zelo ambiciozne načrte za svojo prihodnost. Poglejte si. S tem te razglašam za veleposlanika Združenih držav Amerike. Dober dan. Kar vstopi. Kako si? Odlično. Kako si ti, Amitai? Star si 12 let. Je to prav? Da, sem avtist. In eno mojih največjih zanimanj je zgodovina, diplomacija in mednarodni odnosi. Rada bi se vam zahvalila za vaše prijateljstvo z Izraelom, vašo podporo skozi mnoga leta in za pomembno delo, ki ga upravljate za krepitev odnosov med našima državama. Moramo vedno bolj sodelovati. Amitai, veliko si pametnejši od večine ljudi, ki jih poznamo v vladi in diplomaciji. Z mano v studiu sta zdaj Amitai Pearl in njegov oče Michael. Hvala obema, da sta z mano tukaj v studiu. In 24 News, Amitai, imela si precej odmeven trenutek čez vikend po srečanju z veleposlanikom Huckabeem. No, strinjam se s tabo. Prepričana sem, da si do zdaj prejela veliko odzivov. Veleposlanik je bil navdušen po srečanju s tabo. Ampak kaj pa ti? Kako je bilo tebi srečati veleposlanika Huckabeea? Bilo je čudovito, bilo je res izjemno srečanje. Bilo je neverjetno srečanje. Nikoli ga ne bom pozabila. Mislim, da si ga bom vedno zapomnila, seveda. In mislim, da je bil veleposlanik Mike Huckabee res neverjeten in res izjemen človek. Neverjeten človek. Ampak mislim tudi, da je bil do mene zelo prijazen in mislim, da je želel preživeti srečanje z mano. In bilo je zelo dobro srečanje in zelo toplo srečanje, ampak tudi zelo zabavno srečanje. Ja, no, prepričana sem, da se je imel veliko za naučiti od vas. Imate ogromno informacij. Moram reči, da ni bil samo veleposlanik navdušen. Tudi jaz sem bila navdušena, ko sva se srečali zunaj studia takoj. Rekli ste, vem, kdo ste. Rekel je, poznam vas iz vašega intervjuja s Somalilandom. To je bilo pred nekaj meseci. Ja. Takoj ste me navdušili. Kako dolgo vas že zanimata zunanja politika in mednarodni odnosi? Mislim, da so me te teme zanimale že zelo dolgo časa. In samo povedati, želim, da tudi ko sem spoznala Mika Huckabeea, veleposlanika, je bil zelo prijazen do mene. Ampak mislim, da je bil tudi zelo zabaven, ker je videl, da sem še otrok. In če vprašate o temah, ki so mi všeč diplomacija in politika. In mislim, ker je videl, da me te teme zelo zanimajo in da je tukaj otrok, ki ga zanimajo te teme. Tako je bil zelo prijazen ambasador in zelo zabaven, ampak mislim, da v resnici ni takšen. Michael, kako je zate, ko vidiš svojega sina, da sedi nasproti ameriškemu ambasadorju in se samozavestno pogovarja, vodi tako poglobljen pogovor? Kako je to zate, ko to opazuješ? Najprej moram reči, da sem resnično nevoščljiv. Pošteno. Seveda, bil sem oboževalec Mikea Huckabeea že dolgo preden je postal ambasador. In vedno sem si ga želel spoznati, ampak med srečanjem nisem mogel izreči niti besede, ker sem mu želel prepustiti oder. Ampak resno, to je bila neverjetna izkušnja, bil sem zelo ponosen, imela sta lep pogovor. Uspelo mu je celo dobiti nekaj ekskluzivnih informacij, nekaj, veste, zanimivih skrivnih podrobnosti od ambasadorja. Katero ekskluzivno informacijo si dobil? Katero ekskluzivno informacijo? Govorili so o različnih stvareh, o Abrahamovih sporazumih. Da. In veš, govorimo o Abrahamovih sporazumih. In mislim, da tudi to
tudi v temah politike in diplomacije. In mislim, da je bilo to zato, ker imam rada te teme. So mi všeč, kot pravim, že zelo dolgo časa. In veš, nekateri otroci imajo radi druge stvari, ki imajo radi nogomet ali. Ne vem, vplivneže. Večina 12-letnikov. Danes jih zanima TikTok, vplivneži in nogomet. Samski v nogometu, v omaki, poslušanja pesmi nekaterih samskih. Mislim, da lahko vsi otroci počnejo, kar želijo. Ampak želim povedati otrokom, ki so v Izraelu in po svetu, da mislim, da se morate tudi vi malo več poučiti o temah politike in diplomacije. Ker so to zelo zanimive in zelo pomembne teme. In samo nauči se o tem, zelo dobro je vedeti o tem. Zdaj si tudi častna ambasadorka. Ti imaš to majhno pero, ki ti ga je dal ambasador Huckabee, kot ne? Častna ambasadorka. Kakšna bo tvoja prva diplomatska poteza? Kakšno sporočilo želiš deliti? Želim sporočiti celemu svetu. Hvala za vašo podporo. Hvala moji družini, mojim staršem, vsem, ki me zdaj gledate. Samo hvala. In samo to želim povedati, da kar rečem, da me zanimata politika in diplomacija, me te teme zanimajo že zelo dolgo časa. In vedno želim raziskovati in odkrivati nove stvari. Tudi zaradi vojne, ki se je v Izraelu začela z napadi na Izrael 7. oktobra. Tako sem se potem zelo močno začela zanimati za te teme. In kako naprej? Kakšen je cilj? Ko odrasteš, kaj želiš postati? To povem vsakomur. Vsem, oprosti. Želim postati naslednja predsednica vlade države Izrael. Če pa lahko povem še nekaj ciljev, ki niso tako veliki cilji, rekla bi, da želim biti diplomatka in zunanja ministrica. In želim spoznati nove ambasadorje, ki podpirajo Izrael. No, vsekakor lahko vse to vidim. Se bo zgodilo v tvoji prihodnosti. Da. Stara si komaj 12 let. Pred tabo je še dolga pot, ampak začela si tako neverjetno, Amitai. In za konec tega intervjuja želim se samo zahvaliti vsem voditeljem sveta, ki podpirajo Izrael, ki obsojajo teroristične napade na Izrael. In hvala in samo hvala za to. In okrepiti moramo naše partnerstvo z vsemi državami, ki podpirajo Izrael. Vsekakor ste bolj zgovorni pri prenašanju svojega sporočila kot večina politikov. In? Da. Amitai, Mihael, imaš veliko razlogov za ponos, seveda. Hvala. Hvala, da si danes z nami Najlepša delil hvala. svoje sporočilo, Amitai. Hvala. Najlepša hvala.